Lepo pozdravljeni na današnjem predavanju in predstavitvi projekta FESPirator Emergency Ventilator, ki smo ga na Fakulteti za elektrotehniko skupaj s partnerji razvili v tem času pandemije virusa COVID-19. Današnje predavanje bo izvedeno v treh sklopih. V prvem delu bomo predstavili razvoj FESPiratorja, kako smo začeli pred dobrim mesecem. V drugem delu bomo naš FESPirator v živo demonstrirali, na koncu pa bomo odgovorili na vsa morebitna vprašanja. Vprašanja lahko postavljate že v času predavanja preko Facebooka ali preko sistema EFE plus MMC, vendar bomo na ta vprašanja odgovorili na koncu. Tako, pa začnimo. Zakaj in kako smo se tega lotili? Mogoče najbolje prikaže kar naslednja slika. Danes je praktično lahko vsakdo general po bitki in razmišlja, ali so bili ukrepi ustrezni ali ne. Pred dobrim mesecem pa je bila situacija čisto drugačna. In če ne bi takrat šli v rigorozne ukrepe izolacije, bi se nam lahko zgodil italijanski scenarij in v tistem primeru bi mi potrebovali krizne ventilatorje. Zgodba sama se je začela 16. marca, ko je profesor Marko Topič, predstojnik katedre za elektroniko, se predčasno vrnil iz raziskovalnega gostovanja v Ameriki in takrat ujel zadnjo letalo, preden so zaprli brniško letališče. In takrat tudi iz Londona pisal nam vsem sporočilo, ali bi bili pripravljeni iti v razvoj FESPiratorja respiratorja za pandemske razmere. Bili so že indici tudi strokovnih krogov, da bo v Sloveniji lahko primanjkovalo respiratorjev in zato so že nastajale določene iniciative v različnih krogih, znanstvenih in raziskovalnih ter iz različnih podjetij, da bi lahko Slovenci sami izdelali ustrezen pandemski respirator, s tem bi pač lahko pomagali v primeru take krize. No, mi smo takoj ta ponedeljek čez dan začeli raziskovati, kaj to sploh respirator je, kako se ga lahko izdela, kakšne so metode, kakšni so načini, principi. In zvečer že imeli sestanek, tako smo imeli telekonferenco v ponedeljek 16.3. zvečer in smo na hitro sestavili glavne specifikacije dveh možnih pristopov. Tukaj na levi je enostaven, preprosti krizni ventilator, ki bi upošteval ali pa uporabil že večino vseh rešitev, ki so na trgu, s tem bi lahko hitreje prišli do rešitve in to bi bila tudi ena taka stvar, ki bi jo lahko v 14 dneh smo ocenili pripeljali do prvega prototipa, na to po validaciji v naslednjih 14 dneh že do proizvodnje. Na drugi strani smo imeli možnost iti v razvoj naprednega ventilatorja, medicinskega ventilatorja, ki bi pa zahteval bistveno več časa, bistveno več angažmaja in pa seveda, ker bi posegali v zelo vitalne dele samega bolnika, bi lahko to pomenilo tudi precej več možnosti za težave in s tem seveda bi težko prišli do neke take naprave v nekem kratkem času. Torej, odločili smo se, da gremo v razvoj preprostega kriznega ventilatorja, ki bi bil lahko izveden in narejen v roku enega meseca. Tudi mediji so povzeli našo iniciativo iz različnih strani in seveda, ko enkrat pride taka novica v medije, potem smo se čutili dolžni, da ta našo pobudo speljemo v čim večji možni veri, čim hitreje do čim boljšega produkta. Tako smo potem tisti teden v četrtek zagnali projekt. Ker smo vsi delali od doma, smo postavili celotno infrastrukturo projekta na platformi Slack, v katero smo povabili že takrat nekaj naših sodelavcev in pa tudi študentov, ki so takrat že od doma opravljali študijske obveznosti in so bili pripravljeni pomagati pri našem projektu. Šli smo v raziskovanje vseh
dosegljivih obstoječih rešitev in seveda mnogo skupin po svetu se je tega lotevalo na različne načine. Mi smo vse te načine poskušali oceniti, kaj in kako bi nam prišle prav njihove izkušnje. In tako tudi na internetu je bila zbrana ena taka tabela, kjer so vse te razne pandemske rešitve bile ocenjene iz stališča različnih kriterijev. No, na tem mestu mi dovolite, da na kratko sploh opišem, kaj je bilo treba rešiti oziroma kaj smo tehnično reševali. V bistvu smo želeli uporabiti to, kar so tudi delale podobne rešitve drugje, in sicer uporabiti že obstoječo mehansko napravo za mehansko predihavanje, ročno predihavanje, ki se je reče BVM. In ta naprava je bila v Sloveniji že takrat in pa je že dolgo časa dostopna v velikih količinah. Imajo gasilci, reševalci po rešilnih avtih, so po zdravstvenih domovih in po bolnišnicah. Ta naprava vsebuje vse elementarne glavne dele, ki so potrebni za to, da se ventiliranje bolnika lahko izvaja varno in pa učinkovito. Seveda pa potrebuje kot taka človeka, ki ves čas zraven aktivno stiska ta meh in opazuje bolnika, kako se odziva. Mi smo, tako kot podobni druge raziskovalne skupine po svetu, nameravali ta ročni dihalni aparat avtomatizirati, dodati elektroniko, senzoriko, mehaniko in ga tako na hitro spremeniti v avtomatiziran dihalni aparat, avtomatiziran ventilator. V tistem tednu smo že risali prve koncepte. Tukaj se nam je pridružil študent Franci Ovčak, ki je svojim kolegi zelo ekspresno risal in v 3D modeliral različne rešitve. Nekateri drugi študentje so doma iskali določene sestavne dele, ki bi lahko prišle za tako rešitev prav, merili dimenzije, risali skice in že zasnovali prva vezja. Naslednji dan so že sledila testiranja raznih senzorjev, ki so jih študentje imeli doma slučajno in so že prihajale prve meritve, kakšni tlaki bi bili, recimo zračni tlaki, pričakovani. V tistem času pa je tudi že vlada objavila seznam standardov, ki bi jih gospodarstvo moralo upoštevati, oziroma seznam zahtev, ki naj bi jih taki ventilatorji izpolnjevali. Ta seznam zahtev je bil v bistvu izgledal bolj kot kopija nekega javnega naročila, ki so ga najbrž v tistem trenutku tudi že izvajali. Torej, šlo je za specifikacije profesionalnih ventilatorjev, ki pa jih mi z preprostim, hitrim konceptom seveda ne bi mogli doseči v celoti, zato smo se odločili, da ostanemo pri našem preprostem konceptu, kajti ni bil namen, da razvijamo ventilator za intenzivno nego, ki bi v vseh karakteristikah dosegal karakteristike najboljših ventilatorjev, ampak da razvijamo ventilator, ki je pandemski ventilator za krizne razmere. Nadaljevali smo z testiranjem konceptov, testirali motorje, študentje so doma preizkušali, ali so motorčki za stiskanje tega dovolj hitri, dovolj močni in nekako smo iskali najboljšo rešitev. Naslednji dan, pol v sredo, 25. marca, se nam je pridružil dr. Bojan Contestabile, ki je intenzivist na kliničnem centru in on nam je pripravil odlično predavanje, kjer nam je razložil koncepte in pa iz uporabniškega vidika vse glavne karakteristike medicinskih ventilatorjev. Takrat smo dejansko iz prve roke izvedeli, kaj zdravniki točno potrebujejo in kaj so tiste minimalne zahteve, ki jih moramo doseči. Dr. Bojan Contestabile je na kliničnem centru nabral glavne sestavne dele, ki bi jih mi lahko zložili skupaj v ta dihalni del aparata in nam jih dostavil na fakulteto. Tako smo se tisti naslednji dan takoj oboroženi s to opremo seveda morali odločiti za pravi koncept in po razmisleku in preverbi vseh teh obstoječih rešitev že na trgu smo se odločili, da bomo
osnovni koncept stiskanja tega mehanskega stiskanja te vreče povzeli po MIT Event projektu, ki so stiskali to vrečo s pomočjo dveh rok, ki simulirajo delovanje, stiskanje človeške roke. Na ta način smo v bistvu vedeli, da bomo lahko teoretično dosegli želene hitrosti in želene profile tlaka in pretoka zraka. Začelo se je šele takrat pravo delo. To je bil v bistvu takrat 26. marca resnični 100% začetek našega projekta, kjer smo že točno vedeli, kaj želimo narediti in s čim. To je seznam vse opreme, ki nam jo je dostavil dr. Bojan Contestabile, in s pomočjo tega smo začeli sestavljati tako mehaniko, elektroniko, senzoriko, ki je tukaj navedena. V petek smo v bistvu naredili od jutra do polnoči približno smo neprenehoma razvijali tako mehaniko na eni strani, izbira senzorjev. Tukaj so sodelovala slovenska podjetja, kot so HIP, senzori tlaka, RLS, senzorjem pozicije. Potem smo od Texas Instruments izbrali gonilnik za motor, z razvojniki iz podjetja Male, iz Šempetra pa smo bili v navezi pri izbiri motorja. Naredili smo neke osnovne izračune, kakšne tlake potrebujemo, kakšne sile, navore in na podlagi tega določili karakteristike mehanike. Čez vikend smo dokončali vse načrte mehanike in tako tudi elektronike, in potem smo razdelili delo tudi ostalim razvijalcem, predvsem študentom smo dali za nalogo, da sprogramirajo posamezne module tega programskega dela na podlagi nekega vnaprej pripravljenega načrta elektronike. Študentje so že samoiniciativno razvijali koncepte uporabniškega vmesnika v tem času, tako da so bili ves čas zelo angažirani in zelo aktivni. Po tistem vikendu, konec marca, pa se je začelo pravo testiranje tu na fakulteti. Do takrat smo vse stvari delali od doma. Tu na fakulteti smo sestavili osnovni simulator pljuč in povezali senzore, ki so nam jih velikodušno iz podjetij poslali na fakulteto, in tako so že prihajale ven prve meritve tlaka, pretoka, in takrat smo šele dobili tisto pravi občutek, kakšne so te merilne vrednosti, zato da smo potem lahko na podlagi tega načrtali dokončno elektroniko, ki bo potem šla v prototip tega ventilatorja. Tako smo v torek in sredo delali intenzivno na elektroniki. Pri tej elektroniki smo predvsem bili zelo osredotočeni na to, da so vse komponente, ki smo jih tu uporabili, lahko dobavljive v roku nekaj dni, v količinah, ki bi bile potrebne za prvo proizvodnjo takih ventilatorjev. Takrat smo razmišljali nekje v količini 100 kosov, ki bi jih lahko izdelali v enem tednu. V tem času so kolegi iz podjetja ZAX CSS iz Maribora izdelovali mehanski del tega ventilatorja na podlagi načrtov, in v četrtek popoldne so se oglasili na fakulteti in pripeljali ta mehanski del. Bilo je veliko dela, da smo to vse skupaj sestavili z elektroniko in z motorjem, ki je bil pri nas, in zvečer, tam nekrat okrog 11. ure, smo zagnali prvič naš ventilator v živo, kot vidite tu na posnetku. Kaj se je izkazalo takrat? Izkazalo se je, da smo podcenili potrebe po navoru in pa moči motorja. Namreč v statičnem načinu delovanja za dosego tlaka je bil motor dovolj dober, vendar pa, da bi dosegli želeno hitrost in pa profil tlaka, kot se zahteva pri ventilatorjih te vrste, pa je bil motor preslab. Dejansko ni dosegel teh hitrosti in se je pregreval. Takrat smo tudi prvič napravo stestirali na živi osebi. Očitno je preživela, tako da, kar se tega tiče, je bila naprava uspešna. V petek
smo se srečali z ostalimi razvojnimi skupinami, ki so sporedno z nami razvijali svoje koncepte in pa z kliničnim centrom in pa z Ministrstvom za gospodarstvo. Te skupine so vsaka predstavile, v kakšni fazi je njihov razvoj. Skupina iz Fotone okrog Janeza Pirca, skupina iz Tehnološkega parka, ki so sodelovali z podjetjem Lotrič in Domel, tudi Hiša eksperimentov se je takrat že ukvarjala s tem problemom, tako da smo bile 4 skupine takrat zbrani na tem sestanku in prišla je odločitev, da bodo na kliničnem centru pripravili v njihov simulacijskem oddelku testiranje vseh 4 konceptov čez en teden. No, vsi smo rekli, seveda, ja, jasno, smo pripravljeni, gremo. No, kaj smo mi takrat imeli? Imeli smo komplet sestavljeno pnevmatiko z merilniki, ki so bili potrebni. Imeli smo narejeno mehaniko, ki je načeloma delala, vendar nismo dosegali želenih profilov tlaka in pretoka. Narejeno smo imeli elektroniko. Ta elektronika je bila seveda sestavljena iz nekih razvojnih kompletov, kajti v tako kratkem času ni bilo možno niti dobiti narejenega tiskanega vezja, ne da bi ga še sestavili. Narejen je bil nek osnovni uporabniški vmesnik. Vzporedno pa je en od mojih bivših študentov, sedaj zaposlen inženir v Metrelu, razvijal že uporabniški vmesnik za ogradni zaslon. No, vse to smo imeli takrat na mizi in imeli smo samo en teden časa. Takoj smo sklicali krizni sestanek, takrat tisti petek po telekonferenci in smo razdelili naloge. Jaz sem prevzel vse koordinacijo celega projekta. V ekipo smo povabili Matija Pirca, ki je tukaj z nami danes in bo nekaj več povedal o tem, kako je razvijal programski del tega Fespiratorja. Matevž, sodelavec, je skrbel za dizajn in ohišje, Matjaž, naš tehnički sodelavec, za vso pomoč tako pri strojni in programski opremi. Študentje so skrbeli okrog Francija Očaka za 3D dizajn in pa kolega Kristjan tudi iz našega laboratorija je skrbel za vse, kar se tikalo pnevmatike, nabave in logistike. No, v tem vikendu se je začelo res tisto intenzivno pravo delo, rekel, na še višjih obratih. Matija Pirc se je lotil pisanja ogrodja nove te programske opreme, medtem ko je Damjan Miljavec iz laboratorija za električne stroje poiskal ustreznejši, močnejši motor, in sicer kar motor, ki sicer poganja servovolan od Toyota Yaris. Zakaj ta motor? Zato, ker je to najbolj primeren bil tisti trenutek in bil je dobavljiv, hkrati pa dovolj zanesljiv tudi za našo uporabo. In tukaj bi na tem mestu prosil Matija Pirca, ki je tukaj danes z nami, da pove, kako se je lotil pisanja programskega dela ventilatorja. Ja, v tem času je bilo treba vse skupaj narediti precej na suho, se pravi, brez da bi karkoli bili testirali, zaradi tega, ker delali smo od doma, na projektu naj bi delali veliko ljudi, pa ideja je bila, da bi lahko vsak čim bolj svoj del čim bolj sprobal. Tako da v prvi fazi sem se lotil tega, da sem analiziral, kaj bo do takrat že napisanega, ker do takrat nisem še ne sodeloval, in potem sem začel pisati ogrodje tako nekako, da bi bili vsi čim nižji nivojski moduli vsak zase, ki bi se potem povezovali na malo višjem nivoju in potem šli na koncu na najvišjem nivoju v aplikacijo, tako kot se to ponovadi dela. Tako da bi vsak modul se dal zase testirati, tako da ko bi enkrat prišli do pravega hardvera, se pravi do prave strojne opreme, da bi potem to lahko sprobali in da bi po možnosti že delali. To se sicer nikoli ne zgodi, ampak probati je pa treba najboljše, tako da se tudi potem čim hitreje te napake odpravi in stvar zalaufa. In tukaj so sodelovali tudi študentje pri pisanju posameznih modulov, ne? Točno tako. To je bilo prav zanimivo, ker vsak je res delal samo na tistem svojem modulčku, morali smo povedati, kaj mora vsak narediti, in na koncu, ko smo vse skupaj sestavili, je presenetljivo hitro začeli vse skupaj delati, tako da koncept se je kar obnesel. Ja. Študentom smo domov pošiljali tudi posamezne sestavne dele, senzorčke, motorčke in podobno, kar po pošti,
takrat je bilo tudi nekaj te logistike še zraven. Tako, in v ponedeljek smo nadaljevali. Treba je bilo skalibrirati senzor pretoka. Tukaj smo se povezali s fakulteto za strojništvo, kjer so v akreditiranem laboratoriju za meritev pretokov in tlakov nam skalibrirali senzor pretoka. Hkrati pa smo že dobili po pošti motor, novi motor, ki pa ga je bilo treba vgraditi v mehaniko. In takrat se je kolega Kristjan odpeljal na en izlet v Maribor zvečer, tam ob 9. in v polnoči je bil že nazaj na fakulteti z vgrajenim novim motorjem v obstoječo mehaniko. No in v torek se je začel tisti pravi dan za testiranje in programiranje. No, tukaj je spet Matija Pirc praktično zagrabil na polno in mogoče tukaj, kaj je bilo tukaj treba narediti. Ja, to je bil ta prvi primer, ko smo cel program zagnali v živo in videli, kaj se zgodi. Seveda najbolj nas je pa strah, da bo motor lomil stvari, tako da smo mu omejili tok, da ne bi mogel slučajno preveč polomiti. In ko smo enkrat odpravili te začetne težave, smo mu dali malo več moči in potem so se začele dogajati čudne stvari. In nismo vedeli, a je napaka v programu, a je napaka v električnih motnjah, imamo EMC probleme, kaj se pravzaprav dogaja. No, sčasoma smo ugotovili, da je ta večji motor premočan za naš gonilnik in ko je potegnil preveč toka, je gonilnik javil napako in se je ustavil. Ampak na tem mestu mi nismo mogli nehati z razvojem, morali smo na nek način nadaljevati in ugotovili smo, da seveda problem je takrat, kadar se motor obrne, zamenja smer, tako da smo na hitro napisali en filter, ki je potem omejil hitrost sprememb, tako da smo lahko delali naprej. Marko je pa že naročil takoj močnejši gonilnik, tako da bi lahko v zelo bližnji prihodnosti delali s pravim in nadaljevali z razvojem tako, kot je treba. Ja, tisti dan smo že naročili močnejši gonilnik, ki je na srečo bil združljiv s prejšnjim, tako da smo ga samo zamenjali na tiskanini in drug dan je bil že na mizi in smo ga že testirali. Tako je naslednji dan bilo na vrsti tudi testiranje meritve volumna. To je zelo pomembna meritev, kajti iz pretoka zračnega potem lahko računamo volumen in če ga pravilno računamo, je to potem tudi podatek, koliko smo ventilirali pacienta. No, ta meritev volumna je izgledala tako, da smo nalili v eno posodo vode, označili višino v mililitrih ali pa v desetinah litra in potem smo v ta volumen potopili umetna pljuča, bi temu rekli, oziroma balon, ki nam je predstavljal pljuča in smo gledali, kako se gladina voda dviga in spušča. In na ta način smo ujeli nekje približno, takrat za silo, seveda, da so naše meritve in algoritmi glede tega bili pravilni. Naprej, dan pred testiranjem, oziroma 2 dni pred testiranjem zvečer se nam je pridružil Matevž, ki je začel sestavljati ohišje. Ohišje je narisal v Franciji doma da bi ga sestavili iz pleksija. Imamo na srečo laserski rezalnik, s katerim smo lahko rezali pleksi. No, to sestavljanje ohišja se je končalo potem nekje ob 4 zjutraj v četrtek. Tako da, ko sem zjutraj prišel v službo, me je na mizi čakala tale lepa škatla sestavljena. Seveda, noter je bilo vse prazno, nič ni bilo še vgrajenega, tako da tisti četrtek, dan pred testiranjem, nas je že majčkeno začela grabiti panika. Treba je bilo popraviti par stvari na elektroniki, dodali smo še en senzor za pretok, namreč senzori, ki smo jih dobili, niso merili pretoka v obe smeri. Za stališča zdravnikov, za ventiliranje pacientov pa je nujno treba seveda poznati tako pretok pri vdihu kot izdihu. Zato smo imeli na srečo še en senzor na voljo, ki smo ga dodali v sistem. Veliko je bilo dela potem na uporabniškem vmesniku, na iskanju napak, na programiranju. Tako da, kaj še je bilo še tisti četrtek? Tisti četrtek, če bi jaz lahko povedal, je bilo najhujše to, da je en del mehanike začel odpovedovati. Namreč, ko smo namontirali nov motor, je bil en vijak tam prešvoh in namesto, da bi se mi ukvarjali s programiranjem, je Marko od recimo enih 12 popoldne do 6 zvečer
se ukvarjal z mehaniko in spet se je programiral praktično na suho. Skratka, vse smo pisali, nič nismo mogli preizkusiti in šele zvečer smo lahko začeli spet preizkušati, iskati napake, ki smo jih vmes zagrešili in potem se je šele začel pravi razvoj od 6 zvečer. Ja, namreč problem mehanike je bil v tem, da je bil motor naknadno vgrajen in seveda ta vgradnja je bila provizorična tisti ponedeljek pozno zvečer in ta vijak, ki je skrbel za prenos, je bil premajhen in vsake par ur ga je bilo treba zamenjati in smo se bali, da bomo uničili to os, zato smo mogli jo prevrtati z večjim svedrom in potem to fiksirati. Pa še polno drugih malenkosti, kot mogoče vidite na tej sliki. Tako da zvečer v četrtek je že kar grabla panika, ne? Ja, tako. In kaj je bilo treba narediti? Vse je bilo treba sestaviti v hiše, poleg tega jaz sem to sestavljal, skupaj dodajal stvari, povezoval, medtem ko je Matic programiral. In hkrati smo testirali ta osnovni princip, torej tisto, kar naj bi ventilator v osnovi znal, ne, to pa je regulacija tlaka. No, ta regulacija tlaka je bila za nas zelo trd oreh takrat, kajti res časa za testiranje je bilo zelo malo. In tam ene polnoči zvečer je bilo že kar precej napeto. Takrat je prišel šef in je rekel, fantje, zdaj pa domov se naspat, pa zjutraj naprej. In smo ga obogali, ne? Smo ga, ampak najprej smo še en bug odpravili, potem smo šli pa domov. Tako, ampak v četrtek polnoči naša naprava še ni zadovoljivo delala. Vidite, da se tudi naš svetovalec, kolega Bojan Kontestabile, mečken že praska po glavi, a bo to nekaj, kar bo za pokazati ali ne. No, drug dan zjutraj se je udarna dvojica parkirala pred fakulteto, prazno fakulteto, spraznjeno zaradi pandemije. Bilo je malo pred 7 zjutraj, ne? Bilo je malo pred 7 zjutraj. In tisto jutro je bilo programiranje res intenzivno in testiranje. In kaj je bilo tisti dan treba rešiti, v bistvu, Matic? Ja, največ problem je bil to, da ali nismo dosegli zadosti visoke hitrosti pri naraščanju tlaka, ali se bo motor kar samo od sebe ustavil. In takrat nismo točno vedeli, zakaj se to dogaja, nam je pa uspel nastaviti parametre malo s poskušanjem, tako da je delal. In delal je? 10 do 11. 10 do 11 je zadeva delala. Profesor Topič je že zapiral škatlo, ko smo mi imeli še noter žice in tik preden bi nam zaprl škatlo, dejansko je naprava začela zadovoljivo delati. Takrat smo rekli, konc je, to je, kar bo, zaprli smo škatlo in se pripravili za odhod na UKC v simulacijski center, kjer smo imeli ob 12. naročeno testiranje. Tako smo malo pred 12. prenesli našo napravo na UKC in seveda s strahospoštovanjem vstopili v njihov simulacijski center, kjer imajo na voljo lutko, ki je računalniško krmiljena. In ta lutka simulira več različnih bolezenskih stanj pljuč, pri čemer pa ves čas se odziva tako, kot bi se človek, kar pomeni, da ta lutka lahko tudi umre. In ves čas jo je treba pravilno predihavati, da ta lutka preživi. Pripravili smo se na test tako, da smo postavili naš ventilator in pa računalnik, ki je predstavljal uporabniški vmesnik. Matic je pa vzporedno na drugem vozičku imel pripravljen računalnik za programiranje, noter smo imeli povezan kabel, da bi v primeru, če bilo treba karkoli popraviti v kodi, lahko takoj urgirali in testirali. Kajti to je bil naš prvi test na dejanski simulacijski napravi. Do takrat, kot boste videli pri demonstraciji, smo imeli zelo provizorična pljuča narejena oziroma postavljena kar v laboratoriju. Samo testiranje je potekalo čist nasproti vsem pričakovanj. Namreč Matic ni imel nobenega dela. Stav je zraven, gledal in približno toliko, kot smo bili mi presenečeni, da zadeva dejansko dela po vseh pričakovanjih, prvič na pravi simulacijski napravi, tako so bili tudi zdravniki presenečeni in vsake toliko časa si slišal, katero besedico že, Matic. Neverjetno. To je neverjetno. In tudi mi smo si tako,
enako v glavi ponavljali. Namreč res ne morem si misliti, a pa ne vem, če sem v življenju kdaj doživel, da bi na tako ad hoc hiter način prišli do take naprave, ki bi prvič v realnem okolju delala po vseh pričakovanjih. Dejansko smo ekipi zdravnikov, ki so bili v komisiji, zadovoljili vse njihove, praktično vse zahteve. Seveda so bile določene pomanjkljivosti, ki so jih označili v poročilu, ampak tisti dan je bil v bistvu en najlepših dni v celi naši karieri, bi rekel, ali pa življenju. Tako bi rekel, da s takim občutkom, ko greš, ko dosežeš en tak cilj, res, se to res malokrat zgodi v življenju. Seveda smo nazdravili in pa se hkrati zavedali, da tekme ni konec, da tega našega razvoja še zdaleč ni konec. Namreč poročilo zdravnikov je bilo zelo spodbudno, a hkrati, ker so bile pri vseh skupinah, ne samo naši, ugotovljene razne manjše in večje pomanjkljivosti, je bilo napovedano še eno testiranje čez 14 dni. Kaj pa sedaj, smo rekli. Takoj smo se odločili, da gremo v razvoj izboljšanega prototipa. Podjetje Metrel nam je velikodušno za 14 dni posodilo, bi rekli, svojega enega najboljših razvojnih inženirjev, ki je razvijal uporabniški vmesnik na vgrajenem zaslonu. Kajti to je bila en od komentarjev, da seveda mora naprava delovati samostojno. Iz ZAX CSS so šli v redizajn mehanike iz vseh stvari, ki smo se jih naučili, predvsem kar se tiče vpetja motorja in ohišja. Podjetje Rec iz Postojne nam je pripravilo baterijski paket za samostojno napajanje. Pridružila sta se nam še 2 študenta, ki sta razvijala elektroniko za ta baterijski paket. Matija Pirc je pa kar odločil, da bo prenesel vso kodo, ki smo jo zdaj pisali za eno razvojno platformo, čist na drugo zmogljivejšo platformo. Odločili smo se, da damo seveda močnejši in pa medicinsko certificiran napajalnik in pa izvedemo vse potrebno alarmiranje. Kaj je bila, Matija, tisti trenutek, ko ti je rekla, zdaj pa hočem čisto nov? A je to bilo čisto enostavno se odločiti? Ne, to je bilo zelo rizična odločitev. Začeli smo na procesorjih, ki ga imamo na vajah, iz 2 razlogov. Ker jih imamo 100 na zalogi, pa zaradi tega, ker jo poznamo res v detajle in se je dal v enem tednu nekaj narediti. Ampak za naprej je pa ima določene pomanjkljivosti, ker za študijski proces je izbrana zaradi tega, ker je enostavna, ampak to pomeni, da ni glih zmogljiva. In nam je povzročila številne omejitve, predvsem pri svoji hitrosti, in zaradi tega sem pol sipal, da bi šli na novejšo platformo. In sem se odločil, da gremo probati, in v 3 dneh je dejansko uspelo to funkcionalnost spraviti na nov procesor, da je začel delati, in če v tem času to ne bi uspel, sem že študiral, da pač nadaljujemo na stari platformi. Ampak v zadnjem hipu je še to uspelo, tako da smo potem nadaljevali na 10-krat hitrejšem procesorju, ki ima tudi arhitekturo precej bolj zmogljivo, tako da je potem bil nadaljnji razvoj veliko lažji in hitrejši. Ja. Ta odločitev je res tehtala med tem, ali porabimo nekaj dni za to, da zgolj pridemo na isti nivo, kot smo bili že, a vendar na novi platformi, in bo potem stekel razvoj hitreje, ali pa ostanemo na stari. In odločitev, Matic, je bila ta prava. Čeprav sem bil zelo skeptičen prve par dni. Ja, torej, v ponedeljka dalje, tisti 13. aprila, je šlo vzporedno delo na več frontah. Tukaj Matic, ki programira novo STM platformo, Urban, ki dela na uporabniškem vmesniku, od podjetja Sale smo dobili zelo zmogljiv logični analizator, so nam ga podarili, ko so izvedeli, da delamo na razvoju pandemskega ventilatorja. To recimo je razlika med
napajalnikom, ki ni certificiran za medicino in stane 10 evrov, in napajalnikom, ki je certificiran in stane 100 evrov. To recimo je na tabli, kako smo določili razne parametre za meritve in pa za regulacijo. No, v sredo so se nam pridružili kolegi iz ZAX CSS in smo skupaj določili vse glavne spremembe in kako se bo razvila nova mehanika novega prototipa, od motorja, priključitve osi do ohišja in vsega, kar sodi zraven. In v četrtek nekje je za Matica bil dan olajšanja, kajti na novi platformi je aparat zadihal tako kot na stari. Se pravi, v četrtek... Prvič se je prvič premaknil. Ja. Na istem je bil v petek. V petek je bil potem na istem, kot smo bili en teden nazaj, vendar na bistveno zmogljivejši platformi. V petek popoldne se nam je pridružil spet Bojan in nam še enkrat naredil še bolj detaljno predavanje o tem, kaj je potrebno še izvesti do naslednjega petka, ko bo testiranje. Predvsem, kar se tiče zdaj dodatnih naprednih načinov ventiliranja bolnikov in pa alarmov. No, za vikend je bilo rezervirano predvsem delo na elektroniki, na novi elektroniki, ki je vključevala tudi potem več virov napajanj in pa novo platformo s procesorjem. In v ponedeljek, tisti teden pred testiranjem, se je Pirc odločil, da prinese od doma največji televizor, kar jih je imel, zato da je lažje programiral. Hkrati pa je nekje zvečer že začel delati tudi način delovanja asistirane ventilacije, kot vidite tu na tem videu, ko ti naprava sledi in zazna, kdaj želiš vdihniti in ti pri vdihu potem pomaga bolj ali manj. Torek in sreda rezervirana za spajkanje in testiranje nove elektronike. Na tej elektroniki smo imeli potem možnost priključiti 3 različne vire napajanja. Odločili smo se torej, da bomo lahko napajali napravo iz 230 omrežja, iz zunanjega 12-voltnega akumulatorja ali pa iz notranje baterije. In vsi ti preklopi so morali biti zelo hitri in brez kakšnihkoli motenj. To testiranje in sestavljanje, tukaj sta bila zraven zelo pomembna oba naša tehnička sodelavca, tako Matjaž Tome kot Jože Stepan. In četrtek zjutraj, neverjetno, ampak spet so kolegi iz ZAX CSS prekosili same sebe, namreč prinesli so od ponedeljka do srede so naredili komplet novo mehaniko in novo ohišje. In to je bilo ohišje, ki so ga prinesli četrtek dopoldne z že vgrajenim motorjem, ki smo jim ga poslali po pošti in drugimi senzorji in priklopi. Tako da v četrtek do nekje srede popoldneva je se vršilo sestavljanje dodatnih še ostalih delov, testiranje senzorjev, testiranje elektronike, spajkanje. In nekje tam ob 5. popoldne smo zagnali nov ventilator z vso novo elektroniko, novim napajanjem in vse, kar je sodilo zraven. Tako, profesor Marko Topič nas je počastil z sladico in tako smo bili polni energije, ki smo jo pa zelo potrebovali, kajti naslednji dan ob 10, ne ob 12, ampak ob 10 smo imeli naročeno testiranje na UKC. Prav, zgodba se je ponovila, a tokrat je bila še, bi rekel, še za en razred težja. Namreč Urban, ki je programiral uporabniški vmesnik, ga do takrat še ni uspel priklopiti na našo napravo, ampak je vse programiral, kot se reče, na suho. Nekje zvečer, tam okrog 2:30 zjutraj, mu je začela delati. Tudi takrat je profesor Topič prišel okrog polnoči in rekel, fantje, zdaj pa tega dosti, pejte domov, da se ne bo komu kaj zgodilo na vožnji. In smo rekli, dajmo še majčkeno še rabimo, da bomo lažje spali. No, Matic, a smo takrat kaj spali? Ne, nismo spali. Delali smo še do konca, namreč določene zahteve, ki so jih postavili na UKC-ju 14 dni prej, so zahtevali še kar nekaj dela in spet, ker je bilo treba kar nekaj časa nameniti drugim stvarem, je potem nekako zmanjkovalo časa in določene stvari niso delali zanesljivo in smo delali še do konca
praktično do jutranjih ur, 9 zjutraj. do 9 zjutraj. Ja. Ob 9 zjutraj je bila naprava pripravljena za vnovično testiranje. Tisto iskanje raznih hroščev je v bistvu res zahtevalo veliko časa. In tukaj sta se in Matija in Urban izredno izkazala. Namreč, če je Urban ob 2:30 zjutraj šele prvič preklopil napravo, uporabniški vmesnik na napravo in da je do 9 dopoldne delala vse, je bilo res to vse pohvale vredno. No, mi smo se spakirali v avto in spet šli isto zgodbo, še enkrat skozi. Testiranje na kliničnem centru je potekalo zelo podobno kot pred 14 dnevi. Šli smo skozi enako proceduro, pri čemer pa, kot mogoče vidite na telem posnetku, so zdravniki tudi stestirali to način podpore pri dihanju. Dihajo skozi filtre, vsak ima svoj filter in tako ne okuži naprave in sebe. In pri tem smo bili zelo uspešni. To dihanje te naše naprave, sinhrono s človekom, je bilo praktično brez težav in tukaj smo dobili res zelo veliko pohval. No, tukaj Bojan kaže, kako, če odklopiš kabel, naprava dela dalje. No, po tem testiranju takrat v petek smo imeli še predstavitev za javnost, za novinarje pred kliničnim centrom. Tukaj smo tudi kakšno novinarki pokazali, kako naprava deluje in so z veseljem preizkusile, če res deluje. Odziv seveda je bil zelo pozitiven in tudi mi smo bili zelo zadovoljni. Namreč ves ta trud se je res izplačal in tisti popoldne v petek je bil čas za veselje in za sprostitev. Bili so prazniki, ampak po teh praznikih, ali pa že takrat smo se zavedali, da seveda našega dela še ni konec. Namreč naprava je pripravljena za proizvodnjo, če bi bila res kriza in bi jih potrebovali v enem tednu, bi se lahko organizirali in jih proizvedli recimo 100. Vendar ne sami, v okviru cele skupine, se razume. Vendar pa sami vemo, koliko še stvari je tukaj za postoriti, da bi bila naprava za res 100%, bomo rekli, kot se za medicini zahteva, zanesljiva, da bi bila lažja za proizvodnjo, hitrejša, cenejša, uporabnejša. Tukaj je veliko stvari, ki jih je potrebno še narediti. In mi se tega zavedamo. Tudi poročilo, ki je prišlo iz komisije zdravniške včeraj, pravijo, v pandemskih razmerah bi se napravo lahko uporabljalo za predihavanje bolnikov. Velika prednost naše naprave je v tem, da je sestavljena iz delov, ki so medicinsko certificirani, kar se tiče te poti zraka od vira kisika do bolnika. Potem praktično dosegamo vse cilje pandemskega ventilatorja in hkrati dosegamo večino karakteristik, ki jih omogočajo profesionalni ventilatorji, ki jih uporabljajo sicer na intenzivni negi. Zdravniki menijo, da je naš koncept smiselno nadgraditi ali pa združiti z konceptom od drugih skupin, kar imajo drugi bolje narejeno kot mi in obratno, in da smo primerni, ali da je naš koncept primeren za certifikacijo in pripeljavo do proizvodne faze. In to je tudi naš namen. Seveda smo se lotili projekta entuziastično v razmerah, ki so veljale pred dobrim mesecem. Danes vemo, da smo z uspešnimi ukrepi zajezili krizo in da slovenski zdravstveni sistem zato ni bil preobremenjen. Vemo, da imamo nekoliko več časa za to, da zadevo razvijamo do konca in povezali smo se z nekaterimi slovenskimi podjetji, kot je SIQ, ki nam bi napravo preizkusili iz stališča varnosti, zanesljivosti, elektromagnetne združljivosti in podobno. In s pomočjo njih bi jo lahko pripeljali do
medicinsko certificiranega produkta. Podjetje Mesi je že izrazilo pripravljenost, da prevzamejo proizvodni proces, proizvodni del kot uradni proizvajalec te naprave, če bo prišlo iz strani vlade do naročila teh pandemskih ventilatorjev. Zdravniki, kar se stroke tiče, so vsi mnenja, torej iz te skupine, prav gotovo, da je to naprava, ki jo bodo potrebovali, upamo, da ne zato, da bi jo dejansko uporabili, vendar da je naprava kako bi rekli, v rezervi, v primeru, da pride do res hude krize, takrat bi tako napravo zares lahko uporabili v skrajni sili. Zato pa moramo seveda razviti do konca vse, kar v tem kratkem času zdaj nam ni uspelo, ali pa nismo uspeli pripeljati do čist končne faze, in pa napravo certificirati. Kdo je zdaj bil v vsej tej skupini, je združeno na tej prosojnici, od članov laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko, predvsem tukaj seveda na prvem mestu omenjam našega predstojnika Marka Topiča, ki je bil dovolj pogumen in smel, da je takrat nas spodbudil, da smo začeli razmišljati o tem in dejansko bil motor idej in pa povezovanja vsega tega projekta. Matija Pirc, ki je vskočil kot programer in v zadnjih 3 tednih praktično pripeljal programski del projekta do konca, brez njega gotovo ne bi šlo. Matjaž, naš tehnični sodelavec, ki je bil ves čas v pomoč, Kristjan in Matevž, ki sta tudi naša sodelavca, raziskovalca iz laboratorija, ki sta vsak skrbela za to, da kadar smo bili preobremenjeni, da sta prevzela en del te obremenitve. Seveda Bojan Contestabile, zdravnik, internist iz UKC, ki je skrbel za medicinsko plat našega produkta, ves čas nas tudi spodbujal in bodril, tudi ko nismo bili več prepričani, ali smo na pravi poti ali ne. Damjan Milavec iz laboratorija za električne stroje, ki nam je priskrbel motor in ves čas bil na voljo za vprašanja in pomoč. Jožej Kutin iz Fakultete za strojništvo, laboratorija za merilno procesno strojništvo, ki so nam pomagali in izvedli kalibracijo senzorja pretoka. To, kar se tiče ljudi iz univerze, študentje, dejansko tukaj brez študentov tudi ne bi šlo. Namreč študentje so res z velikim entuzijastvom zagrabili za to idejo in vsakdo prihaja ven z nekimi rešitvami, samoiniciativno, prevzemali so posamezne dele programiranja, testiranja in tukaj z nami upam, da sta študenta Francija Očak in Kristjan Cuznar, pa bi mogoče jih prosil, najprej Francija Očaka, da pove, kako je on videl ta projekt in kako ga vidi naprej. Delil bo svoj ekran, kjer bo pokazal v živo 3D dizajn projekta. Franci namreč je bil glavni dizajner vse mehanike ohišja in vsega, kar je bilo s tem zvezi tega projekta. Ok, Franci, izvoli. Pač to bil naš 3D model, ki smo ga pač pol tudi naredili. Tule not smo pač vključili vse komponente, kot so motor, pa pač naš balon, ki smo ga uporabljali. Bilo so pač ene dodatne probleme, recimo kakor kje naj začnem. Recimo pravilno bi bilo tudi recimo tule ležaje narediti, da to se pač ne premika cel kompleks. Problem je recimo tudi tule pravilno, samo da pokažem, pravilno razdaljo med zobniki narediti. Zdaj Fusion malo zajebava, tako da ne morem glih lepo pokazati, če se zdaj kaj malo bolj vidi. Recimo pravilno razdaljo med zobniki, da ni prevelika upornost in da pač ni tudi veliko krušenja, zato da imamo lahko večjo, pač lahko del dela
brez problema. Zdaj, mogoče v naslednjih bo potreba začeti mazati. Problem je, da pač zdaj imamo vse odprt in lahko pridejo tujki noter, tudi maščoba lahko pride ven. Zato smo pač nekaj tazga, naj bi izgledal v prihodnost. Dodatna škatla, ki jo samo zraven damo, tako da lahko tu uporabimo tudi obstoječi projekt, ne rabimo na novo vse delati. To zdaj nekaj izgleda takole, ima tudi tesnilo okoli, šraube in seveda semeringe, da ven ne leze, pole ali pa mast, kakor bomo porabili, pač in naš mehanizem. Zdaj to naj bi bilo tudi nek naporen čez polovico z oljem, da bi se vse res mazali. In s tem bi pač 2 do 3 bi povečali življenjsko dobo in ne bi bilo treba skrbeti. Če lahko poveste, kako ste doživljali vi ta projekt, to sodelovanje v projektu kot študent? Ja, doživljal. Na začetku je bilo veliko dela, no. Ampak je bil fajn del, no. Ker pač je bil en cilj je bil, pa ena dobra navodila so bile, tudi veliko dobrih ljudi bilo, ki je pač pomagali zraven. Treba bolj pač skozi veliko projektov pa raznih konceptov, da smo prišli do tega. Tako da je bilo kar v redu. Dobro. Franci, hvala lepa. Zdaj bi mogoče še stopil v kontakt z Kristjanom Cuznarjem, ki je tudi veliko pripomogel k tem projektu, precej na strani programiranja. Kristjan, se slišimo? Zdravo, lepo pozdravljeni še vsi v mojem imenu. Jaz bi povedal, v bistvu, kako je bilo sploh na začetku sodelovanja na tem projektu. Zakaj sem se sploh odločil? To je bila v bistvu ena zelo zanimiva ideja, ki bi lahko zelo veliko pomagala s temu. In začeli smo tako, da so padale ideje, iskali smo najboljše rešitve. Vsak je dal kakšno idejo, ki se nam je zdela dobra, zanimiva, nato smo to opustili, smo dobili mogoče kakšno boljšo idejo. In nato smo oblikovali določene skupine, vsak je naredil določen program za vsak modul in tako se je začela ta naša zgodba. To je v bistvu na kratko, kako se je to dogajalo. Jaz sem prispeval v bistvu pri pisanju modulov za mikrokrmilnik, v bistvu za nadzor respiratorja. Najprej na platformi Atmega, nato smo pa zamenjali na STM. In kako se vam je zdela ta učna pot? Namreč nekoliko drugačna je bila kot standardno učenje in spremljanje študija na fakulteti. V bistvu ta pot je bila veliko bolj zanimiva, ker nas je zelo veliko delalo na tem v pisanju in smo se mogli zelo dobro določiti pa definirati smernice, kako bi to pisali, da bo na koncu vse skupaj nekako pasalo. Tako da je bilo veliko bolj zanimivo in tudi več izzivov je bilo, ki pa bi jih lahko dobil v dejanskem šolanju. Tako da je bila ena zanimiva izkušnja, pa iz tega smo se lahko veliko naučili in pomagali pri tem projektu. Se pravi, je bilo iz več stališč to pozitivno. Tako, hvala lepa, Kristjan in Franci, obema, ker ste se vključila v to debato. Vsekakor študentje ste ogromno pripomogli k temu projektu. Na začetku, vmes in kadarkoli smo potrebovali, da je kdo vskočil namesto nas za kakšno stvar, nikoli ni bil noben problem. Glede zunanjih sodelavcev bi tukaj izpostavil predvsem Igorja Stražišnika in Aljaža Žavrlana iz podjetja ZAX, Camera Support Systems. Ona dva sta oba z izrednim entuziazmom pristopila k projektu in prevzela proizvodnjo, izdelavo in pomoč pri dizajnu obeh prototipov, kompletne mehanike, od zadnjega vijaka do celotnega ohišja. In res v izredno kratkem času povezala kar nekaj podjetij iz mariborskega bazena, ki so vsak od njih takoj brez oklevanja pristopili k projektu in pomagali po svojih močeh, ali z doniranjem raznih komponent mehanskih, ali pa z storitvami, kot je rezanje, CNC in pa elektroerozija, naprimer, s katerim smo rezali aluminij
in ta del zobniški. Na to Urban Bevc, inženir iz podjetja Metrel, ki je v zadnjih 14 dneh praktično dan in noč razvijal uporabniški vmesnik, kateri je bil za ekipo teh zdravnikov res zelo, zelo pomemben. Namreč, če naprava ne dela samostojno, potem je to velik handicap. Potem iz RLS-a sem bil večkrat v navezi z Sergio Fabrisom, ki je tam vodja razvoja in nam je pomagal pri pravilni izbiri senzorja pozicije in pri vseh nasvetih okrog tega. Iz podjetja Male sta bila Luka C. in Rok Doljak zelo pomembna v prvi fazi, kjer sta pomagala in svetovala pri izbiri motorja. No, tukaj je še veliko posameznikov, ki jih tukaj zdaj nisem omenil poimensko, so pa del skupin podjetij, ki so sodelovala še pri tem projektu, tako pri dobavi sestavnih delov, mehanskih, kot tudi dobavi in doniranju elektronskih komponent. Tukaj naj omenim recimo Wurt Electronic, ST, potem tukaj spodaj še torej RLS in pa HIP, potem pa podjetja, ki so nam donirala določene medicinske sestavne dele, kot so Pharmamed, S3C, Sint. Tako, seveda smo kot javni uslužbenci smo seveda financirani z javnim denarjem, tako da tukaj gre zahvala Agenciji za raziskovalno dejavnost, ki je finančno podprla ali pa iz katerega smo v bistvu črpali finančna sredstva za naše delo. SIQ kot svetovanje pri tem, da bi bila naprava čim bolj medicinsko in pa tehnično ustrezna, Inženirska zbornica Slovenije. Tako, to je v bistvu zadnji slajd tega predavanja in bi predlagal, da preidemo na kratko demonstracijo obeh naših prototipov Fespiratorja, tako prototip 1 kot 2. Pa bom tu kar preklopil na program. Tako. Tukaj že teče program našega Fespiratorja, in sicer prototipa verzija 2. Pa bom prosil Matija Pirca, da se presede, da prevzame krmilo tega programa. Tukaj bi pa najprej pokazal ta prvi prototip. To je prototip, ki smo ga naredili za testiranje 10. aprila. Ta prototip smo, kot je vidno, zapakirali v pleksi škatlo. To so ti dve ročici, ki stiskata ta ročni dihalni aparat. Zdaj, nekaj težav tega prototipa je, da seveda takoj na začetku nismo vedeli točno, kakšno površino potrebujemo za stiskanje tega meha, zato smo si tu pomagali s pleksijem, s katerim smo v bistvu lahko to površino spreminjali. Vendar na tem prototipu smo se ogromno naučili in vse te izkušnje prenesli na naslednji prototip. No, ta pa je tukaj. Ta prototip vsebuje kompletno ohišje. Zdravniki so bili mnenja, da je treba ohišje čim bolj kompaktno zapreti. Pokrov se lahko dvigne in ta vreča se lahko vzame ven in v kakršenkoli primeru, da bi šlo kaj narobe, lahko zdravnik takoj sega z roko noter in predihava sam. Naprava je dovolj nežna, da lahko držiš roko noter in se ne bo zgodilo nič posebnega. Zdaj, napravo je Matič že pognal. Tukaj je zaslon. Na tem zaslonu se prikazujejo enaki podatki kot na računalniškem vmesniku in vse teče vzporedno. Torej, karkoli jaz tu na zaslonu naredim, se bo zgodilo tudi v uporabniškem vmesniku. Tukaj zdaj iz naprave izhaja cev, ki dovaja zrak do bolnika. Ta cev pride sem v ventil za izdihan zrak. To pa je simulator pljuč. Med tem ventilom za izdihan zrak in simulatorjem pljuč se nahaja senzor za merjenje pretoka in tlaka. To pa je provizorično sestavljen simulator obtežitve pljuč. To obtežitev mi lahko potem spreminjamo, tako da na
v ta vzvod damo različne uteži, v našem primeru, ker smo elektrotehniki, so seveda to najtežji elementi, to so akumulatorji, ki imajo veliko svinca, in zdaj smo obtežili pljuča in temu ustrezno, če ste opazili mogoče na grafu, se je povečal tlak. Vidim, ne? Zdaj jaz lahko obtežitev dam dol in seveda tlaki so nižji za doseganje enakega volumna. Zdaj, izdihan zrak iz tega, iz pljuč, recimo temu, ujamemo z nekim nastavkom na tem ventilu in iz tega nastavka potem peljemo izdihan zrak preko filtra v en ventil, ki se mu reče PEP, in to je eden zelo pomembnih delov te naprave. Namreč ta ventil PEP skrbi, da je v pljučah ves čas na voljo nek nadtlak. Ta nadtlak je ključen za to, da so mešički pljučni ves čas razprti in zato nekako, da se ne zlepijo nazaj skupaj. Mi lahko ta tlak nastavljamo, tako da mehansko ta ventil vrtimo in na uporabniškem vmesniku se to vidi kot minimalni tlak. Ko se pride do konca faze izdiha, je ta minimalni tlak zdaj manjši ali večji. Trenutno je 5 milibarov, zdaj lahko ga pa povečamo na več. Zdaj vidite, da se je že izdih ustavil prej, tlak se je povečal in zdaj se ustavlja recimo nekje na 10 milibarih. Nastavljiv ventil PEP je en ključnih delov tele celotne naprave pri kateremkoli ventilatorju. Trenutno deluje ta ventilator v prvem od 3 načinov. To je način z volumsko ventilacijo, kjer mi želimo v enem dihu v pacienta spraviti določen volumen zraka. Mogoče kako detaljna je ta regulacija, šla bi pa prosil kar Matijo, da pove. Ja, tule vemo, kakšen hočemo, da je končni volumen, zaradi tega moramo zračunati, koliko mora biti v tem času pretok. Vemo tudi, koliko časa naj bi trajal vdih, koliko časa naj bi trajal izdih, to so vse parametri, ki jih morajo zdravniki nastaviti. In v določenem času, ki je tudi nastavljiv, moramo mi doseči končni pretok in potem ta pretok vzdrževati, dokler ne pridemo do konca, ne glede na to, kakšen je to za tlak, pod pogojem, da ne prekoračimo oziroma da ne dosežemo maksimalnega določenega tlaka, ki ga tudi zdravniki nastavijo v limitu. In ko dosežemo končni volumen ali končni čas, moramo z vdihom prekiniti in pustiti pacientu, da izdihne. Ja. Zdaj lahko mogoče povečaš volumen za pacienta. Zdaj smo šli do 500 ml. Ja, zdaj gremo pa do 700. In zato, da dosežemo 700 ml, potrebujemo že cirka 30 milibarov tlaka. Zdaj pa lahko jaz obtežim pljuča, bolnik ima težja pljuča, bolj rigidna, in zdaj smo že dosegli 35 milibarov tlaka. Ja. Zdaj pa, če bom jaz še malo zloben, pa bom ta pljuča tiščal dol, se bo zgodilo, da smo presegli maksimalni tlak in izdih se mora takoj prekiniti, kajti to je že lahko nevarno za pacienta. In naprava mora takoj javiti napako, prvič začne javljati opozorilo, potem pa error, torej napako, z rdečim in pa konstantnim piskom. Zdravnik se mora takoj reagirati in to napako odpraviti oziroma ukrepati. Lahko povečamo število vdihov na minuto, recimo iz 16 recimo kar na 30. Zdaj bo dihanje precej hitrejše. Običajno takrat zdravnik zniža volumen, zato da je dihanje plitvejše in tako naprava se odziva. To je zdaj osnovni način ventiliranja. Med zdravljenjem pa zdravniki iz nekih razlogov seveda preidejo na drugačne načine in naslednji zelo pomemben način je način z konstantnim tlakom. In princip tega načina pa je, da namesto, da mi vzdržujemo konstanten
pretok skozi, do bolnika, začnemo regulirati tlak. Tako, zdaj lahko recimo malo obtežim tale pljuča, pa da vidimo, kako je z regulacijo tlaka. Še majčkeno ga znižaj ciljni tlak, mogoče na 10, da vidimo, kje se bo ustavil. Tako, kar confirm še ne. Tako. Ciljni tlak lahko znižaš na 10 recimo. Tako. Confirm. Evo, zdaj recimo je ciljni tlak 10 milibarov nad tlakom PEP. Sistem ga vzdržuje. Vidimo po grafu pressure. Seveda pa je obtežitev pljuč prevelika in zato ne moremo doseči volumna. In začne javljati napako, da ne dosegamo dovolj volumna zraka. Zato bom jaz zdaj ta naša pljuča malo sprostil in zdaj v bistvu so pljuča lažja in da je zdaj ta tlak dovoljšen, da dosežemo želen pretok. To je zdaj seveda treba imeti ves čas v mislih, da mora nekdo usposobljen zraven spremljati, gledati, kaj se z bolnikom dogaja in po potrebi nastavljati parametre, te osnovne parametre, ki jih pa seveda usposobljeni zdravniki in medicinsko osebje pozna. Tu je mogoče dobro poudariti to, da šele pravo in učinkovito alarmiranje vam lahko potem omogoča to, da v primeru alarma ukrepate, sicer pa je lahko delovanje naprave samostojno. Demonstrirala bi še tretji način delovanja, to je assisted pressure ali pressure support. Gre pa za to, da bolnik že diha sam in mora naprava zaznati vdih in takrat, ko zazna vdih, mu mora zgolj z minimalnim tlakom pomagati. Tukaj imam svoj nastavek, ki ga že uporabljam ves čas z filtrom in zdaj nekaj časa jaz nisem vdihnil, zato naprava sama to ugotovi in vdihne namesto mene, ampak zdaj, če bom dal gor. Večkrat zmanjšaj pressure support na 3 ali pa 2. Nekaj časa ne dihnem, pa bo spet vdihnil recimo. Če 15 sekund ne bi vdihnil, zdaj trenutno nastavljena limita, bo naprava vdihnila namesto mene. In takrat bi tudi javila napako. Če samo vdihnem, potem naprava meni sledi. Če vdiham hitro, bo naprava sledila v mojem ritmu, kolikor pač je zmožno. Tako, da se mi ne bo preveč vrtelo v glavi. To so glavni trije načini delovanja te naprave, za katere so zdravniška komisija menila, da so ustrezni in da dosegajo glavne karakteristike tudi profesionalnih ventilatorjev. S tem je demonstracije konec, torej kaj ne rečem, pripravljeni smo, če so kakšna vprašanja, z veseljem odgovorimo na nje. Vprašanje Daliborja. Hvala za čestitke. Kaj torej je tisto, kar še rabi naša naprava? Iskreno rečeno, naša naprava ne bo nikoli primerljiva z ventilatorji, ki se trenutno uporabljajo na intenzivnem oddelku. To je čisto utopično. Če si predstavljate 50 let razvoja nekega podjetja, ki dela na ventilatorjih za medicinsko uporabo v intenzivi, naredi svoje. In tukaj pač si tega ne delamo nobene utopije, da bi to bilo kdajkoli s takim pristopom možno. Pristop sam ima popolnoma drugačen namen. Namen za uporabo v pandemskih razmerah, kjer zmanjka mest v bolnišnicah na njihovih ventilatorjih. In takrat moramo imeti pripravljeno napravo, ki bo
v osnovnih zahtevah izpolnjevala glavne cilje ventiliranja in ne bo nevarna za bolnika. To pomeni, da mora biti to certificirana naprava in to je tisto, kar nam še manjka. V postopku certifikacije bomo to napravo z rahlimi spremembami in dograditvami nadgradili in menimo, da bo do jesenskega obdobja naprava certificirana in pripravljena za serijsko proizvodnjo. Ja, Miha sprašuje, hvala lepa za čestitke, ali se uporablja tudi tu cev, ki je vstala na osapnik. Torej, ja, testiranje tega ventilatorja je bilo na lutki, seveda, narejeno z intubacijsko cevjo. Tako da naprava lahko dela s to cevjo, ta cev je en standardni del ventilatorjev, sestavni del, vendar pa če jo želimo certificirati zato, da bi lahko z njo predihavali pacienta, ki je v nezavesti, takrat je tudi intubiran, pa to predstavlja še precej enih dodatkov, ki pa menimo, da v tej napravi k takem načinu ali pa v taki obliki ne sodijo. To so recimo vlaženje, ogrevanje cevi, vse to, kar se zahteva od najboljših profesionalnih ventilatorjev, in mi seveda ne bomo posegali v tisto sfero. Če bi bilo treba, Domen, vprašanje, če bi bilo treba na hitro narediti N+1 takih, zdaj odvisno od N-ja, ne? Na hitro narediti jutri ne. Na hitro narediti 100 v enem tednu teoretično da, lahko pa jih naredimo 1000 čez 3 mesece v enem mesecu. Ja, Dalibor, odlično vprašanje, dokumentacija. V tem času ni bilo časa za ene vrstice dokumentacije. To je utopično pričakovati, namreč dokumentacija za razvoj take naprave potrebuje 90% vsega dela. Dokumentacije se bomo lotili sedaj in naš glavni produkt oziroma tisto, kar bomo dali od sebe v tem času, zdaj, ki sledi, bo dokumentacija. Dokumentacija bo tisto, kar bo v bistvu predstavljalo rezultat našega dela. Seveda bo treba delati stvari za nazaj, zato smo vso komunikacijo razvoja vodili na spletni platformi, tako da lahko sledimo kompletnemu razvoju nazaj do začetka tega projekta in na ta način pomagamo si pri dokumentaciji. In dokumentacija bo v bistvu res tisto, kar bo na koncu pripeljalo tudi do medicinskega certifikata. Kako je z zanesljivostjo? Hvala lepa za to vprašanje in hvala za pohvalo. Zanesljivost je seveda tukaj zelo pomembna. Če gremo kar po vrsti, kaj pomeni zdaj v našem primeru? Odvisno je od namena uporabe in pa razreda te naprave. Ideja je, da to napravo certificiramo za medicinski razred 2A, kar pomeni, da v osnovi ne bi bila uporabljena v intenzivi na bolnikih, ki so v smrtni nevarnosti. V tem primeru nam zadostuje, da določene kritične senzorje lahko preverjamo na nek dodaten, redundančen način. Naprimer, senzor pretoka lahko kontroliramo na podlagi hitrosti premikanja vrtenja motorja. Senzor tlaka lahko kontroliramo na podlagi merjenja sile oziroma merjenja toka motorja. S senzorjem pozicije lahko preverjamo volumen, ki smo ga iztisnili iz te vreče. Procesor je eden, procesorsko gledano seveda imamo precej možnosti za kontrolo lastne kode, vendar pa naprave, ki bi bile recimo za razred 2B, bi najverjetneje potrebovali celo 2 procesorski ločeni enoti, ki bi nadzirali eno drugo, se pravi popolno hardversko redundanco, za 2A pa to ni potrebno.
Torej, razmišljali smo o teh stvareh in pripravili dizajn tako, da so vse ključne komponente testirane oziroma preverjene z neko redundančno merilno metodo. Koliko finančnih sredstev je bilo, sprašuje Matic, hvala za čestitke. Težko ocenim, torej delovnih ur je gotovo bilo, če seštejem vse, ki smo na tem projektu delali, čez 2000 že zdaj delovnih ur v tem mesecu ali pa dobrem mesecu. Finančnih sredstev nekaj, recimo material sam, recimo da mogoče nekaj 1000 evrov. Zdaj, koliko bi zdaj porabili, stroškovno gledano, ena taka naprava bi ocenjena trenutno, kar se tiče stroškov materiala, bi morala biti pod 1000 evri. Govorim o izdelovanju oziroma o proizvodnji nekaj kosov oziroma mogoče tudi nekaj 100 kosov. Če bi govorili o 1000 kosih, bi ta cena seveda bila lahko še nižja. Govorim pa zgolj o grobih stroških materiala. Namreč morate vedeti, da eno je strošek material, drugo je pa strošek celotne naprave z vsemi stroški, ki zraven in so nujno potrebni, kot recimo že to, da je izdelana po medicinskih standardih, da je sledljivost vseh komponent, da je ves ta tok procesni vzpostavljen po standardu, to zahteva še ogromno dodatnih ur, sredstev in gotovo končna cena take naprave ne more biti ne vem, pod 1000 evri recimo. Standardi in v kolikšni meri ste lahko upoštevali direktivo MDD (MDN)? Torej, kar se te direktive tiče, smo upoštevali osnovne standarde o varnosti, to je zdaj direktiva o nizkonapetostni opremi, standarde EMC pri dizajnu elektronike. Kar se pa tiče medicinske direktive, smo, kot sem prej omenil, upoštevali smernice pri uporabi zanesljivih komponent, torej kar se tiče komponente, ki so uporabljene, so tiste kritične medical grade po standardu 51601, se mi zdi. Marsikaj pa nas še čaka. To bomo pa zdaj v postopku certifikacije tudi še preverili. Namreč za študij celotnega standarda in upoštevanja vsega v tem kratkem času seveda ni bilo možno. Bojan Contestabile nas pohvali, da je bila odlična predstavitev ventilacije. Hvala, Bojan, direktno tukaj v kamero se vam zahvaljujem, kajti očitno nismo bili tako slabi učenci. Dobro, če novih vprašanj ni več, potem kaj rečemo za konec? Ko so prvič prišle v javnosti, prišli rezultati testiranja, seveda je prišlo veliko čestitk, pa tudi kritičnih seveda opazk ali pa mnenj. In prav gotovo naš namen ni bil, da bomo naredili profesionalni ventilator, ki bo nadomestil vse ventilatorje na svetu, ki so jih izdelovali že zadnjih 50 let in razvijale velika podjetja. Na drugi strani, naš namen ni bil, da bi bili muha enodnevnica in bi se nečesa lotili zaradi promocije in potem omahnili, ampak je bil naš namen, da pripeljemo stvar do konca. Torej, mi se tukaj prav gotovo ne bomo ustavili, če bo le volja in če bo stroka potrdila, in mislim, da to že kar v veliki meri je, uporabnost in potrebo po nadaljnjem razvoju in pa proizvodnji tega ventilatorja, se bomo tega prav gotovo z vso nemo lotili in skupaj s partnerji iz podjetij, z inštituti in pa s podporo vlade, države, upamo pripeljati ta produkt do konca, tako kot se šika. Na tem mestu torej se poslavljava skupaj z Maticom in se zahvaljujeva za vašo pozornost. In kaj ćemo reči za konec? Lotili smo se projekta v upanju, da nam uspe, a hkrati, da ga nikoli ne bo treba zares uporabiti.